Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. V občini Laško se bo sanacija po avgustovski poplavi nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Z dobrodelnim projektom Velenje pomaga za prizadete v poplavah zbrali 100 tisoč evrov. Ob 100-letnici filatelije v Celju bodo odprli tematsko razstavo. Ema Markovič iz ženskega rokometnega kluba z dežele med kandidatkami za nastop na bližajočem se svetovnem prvenstvu. Škoda po avgustovski poplavi v občini Laško je ocenjena na več kot 11 milijonov evrov. Od tega znaša na javni infrastrukturi okoli 1,5 milijona. Odprava posledic in sanacija traja zdaj že 3 mesece in se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Takrat pričakujejo še začetek nadaljnje gradnje protipoplavnih ukrepov. Ob avgustovski ujmi je v Laškem voda zalila preko 150 objektov, sprožili so se številni plazovi, poškodovana je bila javna infrastruktura. Sanacije so se zato morali lotiti fazno. Nekako smo se lotili po prioritetah. Od gospodarstva javne infrastrukture so to predvsem sanacije vodovodov, ki tam, kjer so potegnili plazovi, smo jih začasno vodovode speljali nadzemno in jih je potrebno seveda zdaj pred prvo zmrzaljo ponovno vkopati in kompletu sanirati. Potem lotili smo se tudi sanacije vseh občinskih stanovanj, neprofitnih stanovanj, v katerih bivajo naši občani, zato da se bodo lahko, oziroma so se nekateri že vrnili nazaj v svoje domove, pa seveda naši objekti, javni objekti. Kulturni center je eden izmed tistih, ki je utrpel največjo škodo in tudi tam je v takšni meri sanacija zaključena, da lahko dogodke normalno prirejamo. Občina je že prejela državno nadomestilo za kritje intervencijskih stroškov v višini 770 tisoč evrov, pa tudi 40% predplačila za sanacijo, kar znese 537 tisoč evrov. Ta preostanek od 40% do preostanka bo bremenil občinski proračun, tudi letošnji rebalans in pa proračun za prihodnje leto je oziroma bo sestavljen v tej meri, da bomo vključevali sanacijo te infrastrukture, ki še ni bila zdaj v letošnjem letu posanirana. Nekako smo res vsi skupaj pričakovali teh napovedanih 40% predplačil, zaradi tega, ker smo imeli občine, verjetno manjše občine od Laške, še večje težave, mi kot srednja velika občina pa tudi na koncu že težave z likvidnostjo, ker smo se določenih teh interventnih in pa prvih sanacijskih ukrepov ravno zaradi nujnosti lotili takoj. Ta sredstva, ki so pa prišla sedaj na račun, nam pa nekako tudi zagotavljajo, da lahko normalno funkcioniramo do konca leta. V teku je še ocenjevanje škode, ki so jo poplave povzročile v kmetijstvu. Škoda na kmetijskih pridelkih se ocenjuje do 17. novembra in sicer oškodovanci morajo izpolniti obrazec številka 2. Tega lahko najdejo tako na naši spletni strani ali pa v fizični obliki v naši sprejemni oziroma glavni pisarni. V primeru, da pa potrebujejo oškodovanci pomoč oziroma navodila pri izpolnjevanju, pa se lahko obrnejo tudi na naše strokovne službe oziroma konkretno na sodelavko Edino Memič. Precej si obetajo tudi od nadaljne izvedbe protipoplavnih ukrepov. 2 pogodbi za zagotavljanje večje poplavne varnosti Laške občine sta v sklopu načrta za okrevanje in odpornost že podpisani. Predvidevamo v letošnjem letu, da vložimo gradbeno dovoljenje tudi za ta 2 sklopa, in sicer gre za sklop od ovinka na Marija Gradcu pa potem proti Radoblam in pa za sklop spodnjega toka Rečice, se pravi pritoka reke Savinje, kjer so predvideni ti protipoplavni ukrepi. V mestni občini Velenje so z dobrodelnim projektom Velenje pomaga, ki so ga pripravili na pobudo velenjskega župana Petra Dermola, zbrali 100 tisoč evrov pomoči za prizadete v poplavah iz Šaleške doline ter Savinjske in Koroške regije.
Z donacijami podjetij so zbrali slabih 73 tisoč evrov, dobrih 16 tisočakov so zbrali s prodajo vstopnic na dogodku Velenje pomaga, preostanek pa s prodajo zapestnic na osnovnih šolah, izkupičkom vstopnic rokometnega kluba Velenje, dražbo dresa Dejana Vinčiča ter dražbo umetniških del članov Društva šaleških likovnikov. Zbrana sredstva bo humanitarni odbor Medobčinske zveze prijateljev mladine na podlagi prispelih vlog razdelil med družine, ki so jih letos poleti prizadela neurja. Višina pomoči bo odvisna od višine škode, ki jo je utrpela posamezna družina. Filatelija v Celju letos praznuje 100-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je Filatelistični in numizmatični klub Celje v Barbarini dvorani Pokrajinskega muzeja Celje pripravil otvoritev tematske razstave, ki je posvečena 100-letnici filatelije na Celjskem. Celjsko filatelistično in numizmatično društvo letos praznuje pomemben jubilej, 100-letnico svoje ustanovitve in s tem tudi 100. obletnico filatelije na Celjskem. V ta namen so danes dopoldan na ogled postavili tematsko razstavo v Knjižnem dvorcu Pokrajinskega muzeja Celje ter pripravili slovesnost v tamkajšnji Barbarini dvorani, ki so se jo poleg članov in funkcionarjev Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje udeležili tudi številni ugledni gostje. Med njimi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, podžupan mestne občine Celje Uroš Lesjak, podžupan občine Laško Enej Kirn, podžupanja občine Šentjur Silva Koželj, predsednik Filatelistične zveze Slovenije Bojan Bračičič, predsednik Slovenske filatelistične akademije Zmago Jelinčič Plemeniti in drugi. Razstava je brez dvoma impozantna, po svoji predstavitvi najrazličnejših, predvsem domačih, rednih in priložnostnih znamk, poštnih žigov, jubilejnih pisemskih ovojnic in še kaj. Avtor razstave je dolgoletni član Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje Tone Petek, ki je že vrsto let tudi njegova glavna gonilna sila. In kaj ta razstava in častitljiva 100-letnica pomeni za celjsko, pa tudi širšo filatelijo? To je odgovor na spomin in pogled v prihodnost. Zakaj? Znamke so res nekoliko v zatonu zaradi konkurence sodobnih medijev, ampak vsaka znamka pripoveduje zgodbo. In veliko znamk so že male enciklopedije, posebej, ko govorimo o slovenskih znamkah, sem pri tej razstavi, ki smo jo postavili ob 100-letnici filatelije na Celjskem, skušal dati pečat tako lokalni filateliji kot filateliji v širšem pomenu besede in svetovni filateliji. Gre za kronologijo domačih in svetovnih dogodkov prikazanih v znamkah in na drug način. Da ima filatelija velik družbeni in zgodovinski pomen, je poudaril tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, ki je ob jubileju nagovoril zbrane, nam pa povedal. Ja, poglejte, tako kot rečeno, 100-letnica je en močen mejnik, pravzaprav temu rečemo ena tradicija, ki povezuje ne samo ljudi. Filatelija, smo slišali in videli, povezuje veliko dogodkov, povezuje športne dogodke, povezuje naravne katastrofe, povezuje rojstva, povezuje umetnike, znanstvenike, skratka opisuje našo zgodovino. Zaradi tega sem izredno vesel, da tudi naši ljudje v preteklosti, videli smo 1805. rojstvo gospoda Lovrenca, ki je dal prve načrte, prve ideje za poštno znamko potem na Dunaj. In skratka, mislim, da se odraža to naše delo, slovenstvo na različnih podobah. Torej pismo, kartica ne nosi s seboj samo sporočilo na slovniku, ampak nosi s sabo tudi ta dogodek in čez leta pogledati je mogoče podobno kot družinski album. Na prireditvi smo večkrat slišali od prisotnih gostov, da je prav Celjski filatelistični in numizmatični klub eden od najdejavnejših v Sloveniji, kar je poudaril tudi predsednik Filatelistične zveze Slovenije magister Bojan Bračičič.
Torej, lepo je slišati, da bo in lepo je prisostvovati vsakemu dogodku, ki je povezan s filatelijo, ki kaže na eni strani na zgodovino in razvoj filatelije in seveda iskreno upamo na nivoju zveze tudi na bodočnost. Ker tako aktivno društvo, ko je v zadnjih letih celjsko društvo, seveda ogromno naredi za propagiranje, za propagando, promocijo filatelije, ker ugotavljamo namreč to, da se zanimanje za filatelijo povsod v svetu, ne samo pri nas, zmanjšuje. Zdaj, iskati krivce bi zdaj bilo predolgo časa, ne? Ampak pri tem ugotavljamo tudi, da bi se mnogi mogoče bolj zanimali za filatelijo, postali tudi zbiralci, če bi več vedeli o tem, kaj vse se da z znamkami in z drugim filatelističnim gradivom, ker niso samo znamke, ne, narediti. In takšne razstave seveda lepo pokažejo, kaj vse se da, predvsem, da se da z znamkami raziskovati in da se da z znamkami ustvarjati. Če pa potem povem, da se da z znamkami tudi tekmovati, pa marsikoga tudi to pritegne. Tudi mestna občina Celje je ponosna na celjsko filatelistično in numizmatično društvo. Prav tako pa daje tudi velik pomen jubileju, 100-letnici filatelije na Celjskem. Ja, vsekakor pohvale, da 100-letnik da vztraja in filatelisti in numizmatiki so vsekakor kronisti našega časa. Oddajajo globok vtis in našim zanamcem puščajo, kaj se je dogajalo z nami, kako smo živeli in odtis na znamkah je nekaj, kar to vsekakor dobro odraža. Filatelistična razstava ob 100-letnici filatelije na Celjskem bo v Knežjem dvorcu Pokrajinskega muzeja Celje na ogledu 27. decembra letos. Zatem pa jo bodo predstavili na ogled še v City Center Celje. Več o dogodku pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžič je na seznam kandidatk za nastop na bližajočem se svetovnem prvenstvu uvrstil 22 rokometašic. Med njimi je tudi članica ženskega rokometnega kluba z dežele Ema Markovič. Nobeno poklic, nobena takšna stvar ni samoumevna. Dejansko ne pričakuješ. Želiš si, ampak nikoli si ne pričakuješ oziroma delaš nekih pričakovanj naprej. Vedno gremo korak po korak, za vsako poklic smo veseli. Ja, občutki so neprecenljivi v bistvu, da je lahko igrati za slovensko reprezentanco, saj sem že sicer bila v mlajših selekcijah vedno del tega, ampak za člansko reprezentanco z najboljšimi igralkami Slovenije je pa čisto drugače igrati. V bistvu smo ena super ekipa, res so sprejele tudi nas mlajše odlično, nam želijo pomagati, želijo, da napredujemo skupaj in jaz enostavno nimam besed, res sem vesela. Markovičeva seveda upa, da se bo konec meseca znašla na končnem Adžičevem spisku potnic na svetovno prvenstvo. Dejansko ne moram nič reči, kakšne velike možnosti so, to se bo dejansko odločil selektor in štab. Vendar si pa zelo želimo, pač vsaka športnica si želi zaigrati na takšnih prvenstvih, kot so to sploh za člansko reprezentanco. Bomo videli, jaz bom dala vse od sebe na pripravah, potem pa odločitev oziroma sprejme naš selektor. In kakšna je njena trenutna konkurenca na desnem krilu? Nažalost se je Tija Gomilar-Zikero odločila za krajši premor oziroma za pauzo od rokometa. Imam zelo izkušeno Aljo Varagič, ki nam tudi zelo veliko pomaga. In pa trenutno je še se priključila mlajša igralka Elena Ercek, ki trenutno igra v Krimu. Slovenija bo na svetovnem prvenstvu nastopila brez nekaterih nosilk igre. Najbolj naj bi se poznalo neigranje Omoregijeve in Zuličeve. Definitivno je odsotnost Omoregi in Zulič velik minus, vendar mislim, da smo punce mlajše in tudi mogoče ne tako znano po imenih, ampak znamo dosežiti velik rezultat tudi s to ekipo in pač me bomo dale vse od sebe, da bomo dejansko probale konkurirati tudi najboljšim. Slovenska reprezentanca bo v skupinskem delu igrala v skupini z Islandijo, Angolo in Francijo. Me bomo res dale vse od sebe, ne znam nič povedati, dejansko bomo videli zdaj, ko bomo
odigrale prvo tekmo, mislim pa, da smo punce pripravljene oziroma sposobne narediti tudi kakšno presenečenje. Ema Markovič je v lanski sezoni kot posojena rokometašica igrala za najboljši slovenski klub Krim Mercator. Veliko se trenirate, je čisto drugačen rokomet oziroma čisto drugačen način življenja. Vse se prilagodi rokometu, kar je dejansko meni bilo čisto super. Veliko sem se naučila, dejansko sem hvaležna vsem za to izkušnjo. Napredovala sem, delalo se vse v tej smeri, da napredujemo tudi mlajše igralke in mislim, da nimam niti slabe besede o tem, jaz sem se imela odlično. Po enoletni posoji se je Markovičeva letos vrnila v matični klub. Jaz sem prišla v Celje nadaljevati oziroma se izboljševati sploh na način igranja. Dobila sem priložnost za prvo desno krilo v Celju, kar se mi zdi, da jo bom super izkoriščala še naprej. Želja 20-letne Celjanke je, da bi v prihodnosti spet oblekla dres Krima ali kakšnega izmed preostalih uglednih evropskih klubov. Vsaka punca, mislim, vsaj, ki ima malo željo napredovati oziroma spet v rokometu, mislim, da je Krim ena super odskočnica v svet v tujini, sploh zdaj v tem trenutku, ko jim gre odlično v Ligi prvakov. Mogoče pa tudi za kakšno tujino kdaj. Vse vrata si puščam vedno odprta. Po noči bo spet začelo deževati, možna bo tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spustila po 1000 metrov nadmorske višine. Do jutra bodo padavine na zahodu že ponehale, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na severozahodu malo pod ničlo. Jutri zgodaj dopoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale, delno se bo razjasnilo. Čez dan bodo možne še posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj. V nedeljo bo jutro hladno in po nekaterih nižinah megleno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav in srečno do takrat.